Dobro jutro vsem skupaj. Midva sva nazaj z najnimi ponedeljkovimi live, kot ponavadi sva z vami Alja Podgornik, ki končujem doktorat iz nevroznanosti in učim naravno zdravljenje, ter pa seveda doktorica Neja Zupan, strokovnjakinja za naravno zdravljenje. Kot ponavadi, če imate kakršnakoli vprašanje v zvezi z naravnim zdravljenjem, napišite jih spodaj v komentarje, ker bova vsak ponedeljek odgovarjala na eno in lahko so teme karkoli praktično, od takih zelo fizičnih zadev, prehranjevanja, različnih simptomov, pa tudi do mentalnih, duhovnih in ostalih dimenzij, ki jih tukaj obdelava midve. Tako da danes se bova lotile še ene fajn teme, take precej široke, in sicer bova govorile o duhovnosti, kaj to v bistvu je. In ko je Neja objavila o tem live, ki ga imava danes, je rekla, da je v bistvu napisala duhovnost je zavedanje. Ne? In bova danes govorila v bistvu, kaj to pomeni, kaj s tem misliva in kako v bistvu človek lahko naredi korake naprej, da postaja, da raste v svoji duhovnosti, da raste v zavedanju, kar je res edini način, da v bistvu lahko začnemo ustvarjati življenje, kakor si ga zares želimo. Tako da Neja, jaz bi kar te predala, če nas lahko popelješ v tole temo danes. Pozdravljeni, živijo Alja, no, danes sva zjutraj skupaj, včasih sva zjutraj, ko imamo popoldne kaj, ali pa so popoldne, ko imamo zjutraj kaj, tako da sva tako kot voda se prilagajava vsem stvarim, ki se pojavijo v življenju. In tako kot je Alja že rekla, dajte spodaj napisati komentarje oziroma vprašanja. Zdajle moram reči, da ene 3 take fine sva že dobile, tako da imava za naslednje 3-krat je pripravljen. Vaše vprašanje bo prišlo na vrsto, ker jih midve vse zapisujeva ta vprašanja in samo spremljajte naju. Tako da ponedeljki so za live. Zdaj, dopoldne, popoldne. In tako kot je Alja rekla, danes imava temo o duhovnosti. Namreč zelo velikokrat se pojavlja zdaj na eni strani to, da ljudje rečejo, ja, se jogo delam ali pa se hodim meditirati. Glejte, sam akt, se pravi, samo dejanje ni znak duhovnosti. Se pravi, če nekdo hodi na meditacije, na joge, na duhovne vaje ali delavnice, to še ni duhovnost. Duhovnost je, ko začnete povezovati vzročno-posledične povezave in seveda se zavedati tega in spreminjati svoje življenje. Ker navada je železna srajca in mi ne glede na količino joge, ki jo naredimo, če vedno eno in isto ponavljamo, ko pridejo take, bom rekla, stresne situacije, ne stresne, stres je tako zelo ena taka beseda, ki nam gre skozi eno uho, noč skozi drugega ven, ampak ko pridejo obremenitve, ko človek pride ven iz svoje cone udobja, takrat se potem pokaže, ali smo mi sposobni delovati v tistih okoliščinah ali še vedno reagirati. Ker ko pridemo do tistih globokih stvari, če nimamo dovolj energije, potem reagiramo, potem še vedno delujemo iz tistih podzavestnih vzorcev in to ni duhovnost. Duhovnost je to, ko se zavedate, kaj se bo, recimo, kaj ste v preteklosti, na kakšen način ste delovali in zdaj naredite drugače, ker tisti ni imel rezultata. Ker če vi delate vedno na isti način, potem ne mogoče pričakovati drugačne rezultate. Tako da, ko pride do
do faze neudobja. Takrat iti v stik s svojimi čutenji, v stik s svojimi čustvi, kaj se mi zdaj znotraj mene dogaja. In narediti drugače oziroma osvoboditi tista čustva, ki so noter, pa potem šele delovati. Saj velikokrat sem že rekla, da na jezeru, na jezerski gladini se vidi odsev okoliške pokrajine in zvezd, samo ko je voda mirna, ko je gladina mirna. Ko je gladina vzburkana, zvezd ne vidite na gladini. In isto je v nas. Če smo nemirni, potem ne bomo jasno videli, kaj se dogaja. Zdaj mi hodi po glavi en stavek, mislim, ni stavek, trije stavki so, ki jih večkrat napišem, recimo, ko nekdo zelo z jezo deluje, kako ali je nekaj res ali nekaj ni res, kar se dogaja v človeku. Pa napišem takole: presoja je znak modrosti, ki se rodi, kadar je človek v miru in harmoniji znotraj sebe. Ko mir in harmonija izgineta, je naš podvržen sodbam in obsodbam nižjega jaza. Se pravi, tisto, kar smo se mi enkrat, predvsem v otroštvu naučili, se pravi, podvrženi smo načinu razmišljanja, in ki ni glih najboljš, ni najboljš za nas in ni najboljš za nekoga drugega. In takrat človek začne misliti slabe stvari o nekom drugem. Tako da prvo je ta harmonija znotraj, mir znotraj, zato da lahko presojamo stvari, ki se dogajajo dejansko v življenju. Zdaj pa še ena stvar, ki je ekstremno pomembna, je pa to, da za kakšne stvari v življenju dejansko nismo mi, da rečemo, odgovorni, zakaj se nekaj dogaja. Mi smo odgovorni za način odzivanja na tiste stvari in ne na stvari, ki se dogajajo. Naprimer, nekdo se zlaja na vas, vi ste odgovorni samo za vaš odziv na to. In to se nanaša tisti prvi del, ki sem govorila, ustvarjati notranji mir, ustvarjati harmonijo v sebi. Jaz velikokrat rečem, ker ljudje mi rečejo, ja, kako pa to naredim? Dvigati je treba toliko energijo. Vitalis vaje, odlično, veliko je delati, zato ker takrat, ko smo mi res v izzivu, takrat nam pobere vse energije in vso energijo, in če mi nimamo dovolj energije, potem niti do tega miru ne moramo priti. Tako da dvigati, jaz pač delam, kot sem rekla, Vitalis vaje, če imate kakšne druge vaje, ampak stalno je treba dvigovati energijo, zato da smo mi pripravljeni. To je približno tako kot nekdo, ki želi iti teč na maraton, recimo 42 kilometrov, ja, bo mogel vsak dan toliko in toliko preteč, zato da bo lahko pretekel potem 42 kilometrov. In na isti način mi dvigujemo energijo, zato da takrat, ki jo rabimo, ko gremo na ta maraton, da jo imamo.
Tako da jaz velikokrat tudi rečem, spremenite tiste stvari, na katere imate vpliv, da jih lahko spremenite. Če pa nimate možnost spremeniti stvari, pa spremenite vi odnos do tistih stvari. Zato, ker življenje je pot. Življenje gremo pot. Tako kot recimo gremo, ne vem, jaz stanujem v Kranju, pa grem v Ljubljano. To je pot. In na tej poti bom naletela lahko na ravnino, lahko bom naletela na klanc gor, klanc dol, lahko bom naletela vmes, bo sonce, ali bo dež, ali bo hladno, vroče. To je pot in na to jaz nimam vpliva, ker ja, no, skratka, nimam vpliva, imam pa vpliv na to, kako se bom recimo na dež vmes kolesarem, pa me dež ujame. A bom tam pizdila, kaj me dež ujel, ali bom pač mogoče poiskala kakšen zavetje, ali pa bom kolesarila naprej, pa si bom prepevala eno pesemco. Tako da zelo razmišljati v to smer, da življenje je pot, da ni to, da se nam pa dogajajo stvari samo zato, ker smo mi nekaj, dajmo reči, zaslužili. Mislim, da bo Alja na to temo imela kar fajn komentar, saj, ker so se malo pripravile, mi tako dobro povedala. Tako da, glejte na pot, recimo, primerček. Pečete potico, pa ko jo vzamete tisto potico ven iz štedilnika, mislim iz pečice, ja, pa vam pade na tla. Ja, to ni samo, ja, kaj se moram jaz zdaj iz tega naučiti. Mirno pobereš, tako da daš pa mirno pobereš, če se da še porabiti, porabiš, če ne pa sprejmeš, da pač je to ratalo, kar je ratalo, ne? Se pravi, ko te daš sreča, kako boš deloval. In to je zame duhovnost, zavedanje. In ne je to zdaj, da v vsaki stvari pa nekaj mora biti, kar se mi dogaja, kakšna je pa zdaj lekcija zadaj. Ne, sprejemanje, spremeniš tisto, kar lahko spremeniš, kar ne moreš spremeniti, spremeniš odnos do tistega. Tako da zdaj pa predajam Ali, ki vidim, da že komaj čaka, da bo povedala tiste zelo zanimive stvari. Ok, jaz bom tle dve stvari bom nekako obdelala. Prva stvar, v bistvu je zelo podobno, kar je Neja rekla. Kakor jaz gledam duhovnost, je zelo veliko ljudi, vsaj kakor jaz z njimi govorim, je v bistvu neko prepričanje od zadaj, še zmeraj, ne? Čeprav naj bi vedeli drugače, da smo mi neka fizična bitja, ki imamo možnost duhovne izkušnje. Ok, to je treba najprej čisto na glavo postaviti. Mi smo duhovna bitja, ki imamo tle fizično človeško izkušnjo. Zdaj, zakaj je to tako pomembno? Zato, ker mi razumemo, da duhovnost je vedno tukaj. Okay? Mi imamo vedno v sebi ta duhoven del sebe, v bistvu je to najbolj resničen del nas, kar se nam ne zdi najbolj resničen, ker živimo tle v tem 3D vesolju, kjer smo in so vse te izkušnje, ki jih imamo mi čez naša čutila, toliko močnejša. Ampak najglobja realnost tukaj je to, da smo mi duhovna bitja. To je tisto, kar ostane. Ne? To je tisto, kar ostane, pa če bo naše telo šlo. Tako da, duhovnost, ko smo mi tle v človeški obliki, je to, da znamo prinesti harmonijo v to dvoje. Se pravi, da hkrati razumemo, da smo duhovno bitje in da smo človek. In zdaj, kako lahko mi duhovnost pripeljemo v naše vsakodnevno življenje? In tle v bistvu zato ker to je, mislim, ena stvar, ki moramo mi razumeti, je to, kar je Neja na začetku rekla, imamo ljudi, ki delajo jogo, pa meditacijo, pa vse te stvari, pa so ful poduhovljeni na unem joga tepihu. Sam pa, ki pridejo pa neko realno okolje,
pa ko se stvari začnejo dogajati, je pa zgodba lahko zelo drugačna. Pa so pa odnosi kar naenkrat zelo slabi, se ne pogovarjamo z ljudmi, obtožujemo, ta je slabo delo, on je slabo delo, jada, pa da ne bo napake, ne. Ni ga heroja, ki ga jaz poznam, da se mu to ne bi kdaj zgodilo. Sam tukaj se je treba zavedati, da pol obstaja v bistvu zelo velika razlika med tem, zakaj se mi imamo tam, ko delamo ono jogo po meditaciji, pa kako se obnašamo v resničnem življenju, če temu tako rečemo. In poanta duhovnosti ni, da mi vsak dan po 3 ure meditiramo, pa smo po 3 ure tam na onem tepihu, pa izvajamo asano. Poanta je, da mi se skozi tiste vaje naučimo nekaj, kar lahko pripeljemo v vsakodnevno življenje. Da pol drugače živimo, da drugače komuniciramo. Zakaj pa pomeni ta drugače? Midva sva o tem govorila v enem izmed prejšnjih liveov, da ko gremo mi čez naše otroštvo, se ogromno nekih vzorcev naučimo. In ogromno teh nekih idej v podzavest našo pride. To je zelo pomembno, niso zavestne. Kar pomeni, da jih mi ne moramo rešiti z razmišljanjem. To je ful pomembno, ker zelo veliko ljudi proba svojo psiho spremeniti s tem, da razmišljajo o tem. Ne bo šlo, ker obstaja na drugem nivoju. Če je tle naša psiha, so te vzorci tukaj spodaj in naša psiha nima dostopa. Imajo pa te vzorci dostop do naše psihe. In te vzorci nam v bistvu, dokler jih mi ne ozavestimo, peljejo naše življenje. Zato, ker te vzorci, ki prihajajo iz preteklosti, vplivajo na naše odzive v sedanjosti. V bistvu ne odzive, reakcije. To je tisto, ko vi z nekom govorite, pa nekaj reče, pa vas kar požene neki, pa se začnete dreti ali pa ratate ful slabe volje. In prej nek tak moček sunek energije, ne, zdaj je ful popularen ta izraz v angleščini to be triggered, ne, triggers. Se pravi, da te res neki prav ven sprav, totalno iz tega notranjega miru, totalno iz te harmonije, da imate občutek, da morate takoj odreagirati na tak zelo močen način. To vam pove, da je znotraj v vas nek vzorc, ki vam pravi, da se morate na tak način odzvati. Zdaj se pa vse te ostale vaje, joge, meditacije, psihoterapije, dihalne vaje, ogromno različnih načinov je, se uporabi zato, da se pride do teh vzorcev. Zato, ker te vzorci niso vaš višji, vaš resnični jaz, ampak so izrazi tega nižjega jaza, kar ste bili vi naučeni, navajeni skozi otroštvo ponavadi, lahko pa celo odprej že pridejo stvari, pa o tem danes ne bomo. Poanta duhovnosti je, da mi spucamo te vzorce, ki nas odmikajo stran od našega pravega jaza. Tako je ena čebula, da mi v bistvu vse te ovoje stran damo, da pridemo pa do nekega jedra, iz katerega, ki pa je jedro notranjega miru, harmonije, in da pa iz tega živimo. In to je pot, to je proces, kot je rekla. To ni, da bomo mi zdaj šli pa na en hardcore tečaj joge za 1 leto, pa bomo pa ščistili vse vzorce, pa ni več problema, pa smo pa poduhovljeni. To je proces čez celo življenje, ker teh vzorcev je več, so naši, so vzorce, ki se ustvarjajo čez generacije. In mi prihajamo vedno bolj in bolj do nekih globin, vedno bolj do subtilnih, različnih teh energijskih vzorcev, ki nam preprečujejo, da bi živeli življenje, ki ga je naša duša prišla živeti, in da bi ustvarjali okolje miru in harmonije, ne samo znotraj nas, ampak v naši okolici, ker kar je znotraj v nas se odraža navzven. Peruna bi rada stopila na računalnik, tako da moram malo stran dajati. Tako da to, lejte, in tale, kar sem zdaj govorila, se tiče tega, kar je rekla. To so stvari, na katere mi lahko vplivamo. In v te stvari sodijo tudi dvigovanje energije, kakor je Neja rekla, da nam omogoča, da prijemo od teh stvari. In pri dvigovanju energije so i vitali svaje, ampak tudi vse navade, ki jih mi imamo. A podpiramo mi naše telo energijsko, kaj jemo, kdaj hodimo spat, v kakšnem okolju smo, koliko smo zunaj v naravi. To vse nam pomaga, da mi lahko imamo v bistvu dosti energije, ker če mi hodimo spat ob 2 zjutraj, ne bomo imeli energije drug dan. Tako da začne se res pri zelo banalnih zadevah, če temu tako rečemo. Zato vsi ti ljudje, ki živijo neko duhovno življenje, imajo ponavadi precej striktne rutine in navade in sisteme, zato da imajo energijo, ki jo rabi, zato da imajo čas, da ga posvetijo tem stvarem, da imajo čas za refleksijo, da se stalno gleda, kaj prihaja na površje, kakšni vzorci, kakšni načini komunikacije,
in pa od kje to prihaja. Zato je prvi del. Drugi del, ki ga je pa Neja omenila, ki bom malo več še potem povedala, je pa to, kar postaja zelo popularno v duhovnosti. In to je to, da mi ustvarjamo celo svojo realnost. Okay. In zdaj, jaz mislim, da kdorkoli tukaj, ki ima trohico, nička ne razume, bo vedel, da jaz tle nimam vpliva, a bo danes sonček ali bomo imeli nevihta. Nimam ga. In kdorkoli ima tle ideja, da človek ustvarja okolje, na res ta način, da mi kreiramo vse v naši okolici, moramo korak nazaj, ker to pomeni, čakaj, kako zdaj to gre? Če vsi to počnemo, a potem živimo vsi v čisto drugi fizični realnosti. Ja ne, stol je stol tukaj. V tej realnosti je stol tukaj. Pa kdorkoli pride k meni na stanovanje, če nima zelo hudih motenj zavedanja, se bo lahko nanj usedel. Tako da, dajmo tle biti realni sami s sabo pa z drugimi. Mi živimo v neki resničnosti. Kar mi lahko kontroliramo, je naš način, naš odziv in naš odziv, odvisno, kaj je znotraj nas, kakšne so vrednote, kakšno imamo mnenje o sebi, bomo drugače delovali v svetu. Bomo na energijskem nivoju, bomo privlačili neke druge stvari. Ni, da to ne deluje. Deluje. Ampak še zmeraj to nas spremenila je sonček ali je dež zunaj. Okay, tako da tle so neke meje, ki obstajajo. Zdaj, druga stvar, ki pa tle treba se zelo zavedati, je to, da je zelo veliko tega vidim, da ko ljudje govorijo o tej vrsti duhovnosti, mi ustvarjamo svojo realnost, bla, bla, bla. Ja, mi ustvarjamo svojo realnost skozi to, kako se odzivamo. Zato, ker če mi se pustimo, da nas neka nevihta totalno ven iz tira vrže, pa imamo mi čisto drugo izkušnjo, kakor če živimo v nekem notranjem miru, pa da lahko rečemo, ok, pač lej, to tako je, sprejmem, kaj lahko najboljše iz tega naredim. To sta dve zelo različni realnosti, bosta vodile v zelo različne smeri, ampak nevihta je še zmeraj tukaj. In tle je treba razumeti, da neko način razmišljanja, kot zadnja mentaliteta, ki jaz mislim, da je zelo toksična, zelo problematična, je to, da če mi pri sebi spucamo vse stvari, karkoli že to pomeni, ker jaz ga še nisem srečala, kot sem rekla, nekoga, ki bi mu to ratali. Če mi spucamo vse stvari, pa bomo živeli življenje, ki je popolno. Pa bomo živeli življenje, ki se nikoli nič groznega ne zgodi. Pa imeli bomo ful denarja, pa imeli bomo najboljšo družino, pa nobenih problemov ne bo, pa vse bo super vedno. Zdaj, če vi malo preštelate, kaj je to, to je ideja nebes. Ne? To je ideja nebes, ki je zelo popularna zdaj ene 2000 let, samo da smo jo pripeljali zdaj iz tega, da moramo umreti, da tja pridemo, do tega, da se to lahko zgodi že tukaj. Ampak je ista ideja. Ne? Tako to je treba ozavestiti. Življenje ne deluje na tak način. Življenje ima za nas preizkušnje, ki nam omogočajo, da rastejo. Vsa poanta tega, da naša duša pride sem, je zato, ker imamo neke lekcije, ki se hočemo naučiti, ker hočemo zrasti na nek način. Kar pomeni, da smo se mi določene lekcije že prej izbrali. Kar pomeni, da če mi še toliko pucamo, če mi še toliko naredimo, bolj ko je naša duša napredna, če temu tako rečemo, več stvari, kot je izkusila in se naučila, bolj močne izkušnje si bo zbrala, da lahko naprej raste. Ker poanta nas tukaj je, da duhovno rastemo. Kar pomeni, da ne glede na količino vzorcev, ki jih vi čiste, bojo prišle situacije v življenju, ki vas bojo dali na kolena. Ker je poanta, da rastemo v razumevanju, da nimamo kontrole nad vsem. Da smo del nečesa veliko večjega, veliko močnejšega in da rastemo v zaupanju, da stvari, ki so nam postavljene na pot, so tu za našo duhovno rast. In tukaj prijemo spet nazaj do tega, da je to, kar mi lahko kontroliramo, samo v našem odzivu. Samo v našem odzivu. In da lahko rečemo, ja, da smo na eni točki privlačili to, zato ker se je to zbrala naša duša, ampak to nima veze s tem, da mi govorimo o tem, da ustvarjamo svojo realnost in da to, koliko stvari ščistimo, v bistvu ustvarja, smo mi dobri ali slabi ljudje, ker to je mentaliteta spet od zadaj. Da vam bo marsikdo rekel, ja, ta grozna stvar se ti je zgodila, pa samo zaradi tega, ker je vsa tvoja krivda in ker nisi ABCDE spucal in ker nisi dosti naredil. To je ustvarjanje krivde. To je ustvarjanje separacije med dvema človekoma, kar je popolno nasprotje duhovnosti.
Ker duhovnost je ustvarjanje harmonije, ustvarjanje razumevanja, da smo vsi povezani med sabo. Tako da, če ste noter v nekih teh idejah, v nekih skupinah ljudi, ki se nekaj groznega zgodi, se neko krivdo človeku daje za to. Pa se pravi, da to se je sam ustvaril. Dajte korak nazaj stopiti, pa pomislite, a to res gre skupaj z neko duhovnostjo. A to res gre skupaj s tem, kar je recimo Jezus učil, ne, ljubi svojega bližnjega. Pa če pogledate Sveto pismo, kaj je Jezus in s cestnirani in s prostitutkami se družil. A gre to res skupaj s tem, da se krivdo meče na ljudi? Jaz ne vidim duhovnosti v tem osebno. Tle je veliko različnih mnen. Ampak če vzamemo, da je duhovnost prinašanje notranjega miru in harmonije v svet, v katerem živimo, pa bomo to zelo težko naredili čez krivdo, pa čez obtoževanje, pa čez tem, da bomo si merili lulčke, kdo je boljši. Zato, ker to je merjanje tega. Jaz pa nisem v tej izkušnji, zato, ker sem več naredil, kot pa ti. Dajte pomisliti, a je to res duhovnost, je to ego. Tako da, jaz bi to povedala na kratko, še o duhovnosti. No, jaz pa ponavadi takole, dodam še tisto, glejte, če bi bilo res samo v naši domeni, kaj se dogaja, pa da nam v življenju, pa da moramo mi nekaj narediti, da se zaradi nas dogaja, potem Jezusa ne bi pribili na križ. Ampak on je to sprejel z globokmu notranjemu miram in šel to izkušnjo skozi in vsem odpustil, ko so mu to naredili. To je sicer tako, kot je mojstrstvo, ne? Jaz še tam nisem. Včasih ali sebe pribijam na križ, ali koga drugega pribijam na križ. Ampak smo pa na poti in Jezus je tudi rekel, veliko večje stvari boste delali kot jaz. Tako da to imejte zavedanje vedno s seboj. No, s tem stavkom bi se jaz zdaj zaključila, tako da v komentar napišite vaše vprašanja, lahko tudi komentarje na to, kar smo midve danes govorile. Vse je dobrodošlo in se vidimo spet naslednji ponedeljek. Tako da lepo se imejte. Lep dan. Čau.